Dobrodan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti v ponedeljek. Delim sentimente z vami, ampak bom vseeno prebral novice. Z ekonomistom Jožetom Mencingerjem smo se minuli teden pogovarjali o smiselnosti novega zakona o Pomurju. Kot je povedal, se načelno strinja s predlogom, ki ga je sprejela vlada. Jaz se tule strinjam s profesor Damjanom in njegovim stališčem, ki ga je objavil. Čeprav se običajno ne strinjava z njim, zdi se mi namreč, da dejansko obstaja vsa zakonska infrastruktura za to pomoč in da je to v veliki meri pač ustvarjanje nekega videza strani vlade, to se pravi, da ne gre za dejansko neke velike ekonomske ukrepe. Tudi predlogi, ki jih je dal profesor Damjan, se mi zdijo na nek način boljši in bolj enostavni, gre enostavno za to, da bi vsakega, ki odpre novo podjetje, pravzaprav podprl. Čeprav seveda tudi tam ni računa, da bi zdaj kar nekih 3000 delavcev odprlo nova podjetja. Mencingerja pa smo v nadaljevanju pogovora še vprašali, kako bi on rešil problem Mure. Poglejte, jaz rešitve nimam. Jaz sem že, mene je zanimalo samo dvoje. Zdelo se mi je, da nikdar ni bilo preverjeno, ali so stroški izgub, plačevanja izgub v Muri večji od socialnih stroškov, ki nastanejo s tem za Muro zapremo. Se pravi, tu je ta vidik, ki je širši družbeni vidik stališča države. In ta drugo vprašanje, na katerega nisem nikdar znal odgovoriti, ali je mogoče obleke sploh še prodajati po kakršnikoli ceni, ker je očitno, da saj moški zmeraj manj kupujemo tako imenovano težko konfekcijo. Tako da na to vprašanje enostavno ne znam odgovoriti, nikdar nisem dovolj podatkov, da bi lahko kakršnokoli mnenje imel. Pa vi kupujete Murine obleke? Ja, kupujem, čeprav moram reči, da sem nekdaj sem raje kupoval Rio obleke, to je bila Reška industrija obuče, kot se je imenovala, ker se mi zdelo, da Mura enostavno dela obleke, ki mi niso pristajale. Zaradi mene bi lahko rekel, zmeraj so delali preozke suknjiče pa preširoke hlače. Nikdar pa niso bili toliko fleksibilni, da bi recimo lahko imel hlače eno številko manjše, pa suknjiče eno številko večji. Potem pri raznih teh, kako bi rekel, bolj športnih oblačilih se mi zdi, da niso bili ravno najboljši. Imam pa seveda Murine obleke, kolikor jih imam, moram pa spet reči, da zmeraj manj nosim težko konfekcijo. Pa bodi dovolj o oblekah. V Ljubljano so iz Nizozemske pripeljali 4 nove opice vrste Sajmiri. Sajmiri, kot taki bosanske opice. Brez zamere Bosanci, lahko da bi bile tudi hrvaške recimo. V živalskem vrtu so zanje pripravili sodobno prebivališče, ki naj bi bilo čim bolj podobno njihovemu naravnemu okolju. Kaj naravno okolje, kletka na Nizozemskem. Opice lahko skačejo po drevesih, zelo pomembno pa je tudi, da so nastanjene više od obiskovalcev in oskrbnikov, tako kot v divjini. Več o novih prebivalcih živalskega vrta pa nam je povedala oskrbnica v živalskem vrtu Helena Žučko. Opic se v osnovi ne bože, to se pravi, te male Sajmiri, ki gremo, ali pa variji, med katere gremo, s kateri imamo kontakt, jih nikoli, ko pride do tebe, nikoli ne božeš, pa začneš kot neka mačka ali pa ne vem, to se bo ugrizno. Opica ti sama dovoli, pa tudi značajsko se razlikujejo, nekdo, ena opica si želi, druga sam gleda, vse ti sama povedo, ko se jih navadaš, kot če veš, kjer ga smeš, pa kjer ga ne smeš. Za ščurke pridemo pa tudi čist skor na roko. No, bravo. Imamo še kakšen dan? Prej ga ločeš po značaju, kakor potem navzven, kjer je kakšen, Sploh se recimo šimpanze ločeš, tam so ti vsak drugače. Sajmir je pa tako navzven težko, ampak ga vidiš, recimo teh se moramo zdaj še navaditi, so da čist novi. Recimo tata je prej prišel čist zdraven, ta je čist drugačen, kot ostali trije, Aha, to se pravi, ta bo že malo drugačen. A veš, tlele se ful ponuja šala. Veš, opice, vse so enake, veš, v vesteh gledamo parlament.
Ampak te fore ne bomo izkoristili, ker to se samo ponuja, pa je bilo to na prvo žogo in tega ne bomo naredili. Zato gremo naprej na šport in šah. Slovenska nogometna reprezentanca je na gostovanju pri Slovaški zmagala za 0-2 in si s tem praktično že zagotovila najmanj drugo mesto v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2010 v Južnoafriški republiki. Izjemnim zadetkom Walter Birsa, piko na i pa je v sodnikovem podaljšku postavil Nejc Pečnik. Slovenija ima sedaj za vodilno Slovaško le še 2 točki zaostanka pred srečanjem s San Marinom. Slovaška mora tako za ohranitev prvega mesta zmagati na gostovanju pri Poljski, takole pa sta Birsa in Pečnik v soboto zabila vsak svoj gol. Veš, kaj se noče deliti gola, ne? Veš, on ne hoče vsak svojega, veš. Birsa, Koren, Novaković tam prekršek, vendar Nemec Štark pušča prednost in gol! 1-0! 1-0! Walter Birsa! Birsa, brez prepovedanega položaja, lepo je Novaković počakal na naši polovici in zdaj priložnost za Pečnika, Pečnik in gol! Konec je sanj Slovakov po uspehu nocoj, tu slavi Matjaž Kek, vsi slavimo, najbrž tudi vi doma. Vabilo na študentski krvodajalski teden po vsej Sloveniji Katja Šoba. Študentska organizacija Slovenije skupaj s študentskimi organizacijami univerz ter Zvezo študentskih klubov organizira študentski krvodajalski teden. Ta bo po vsej Sloveniji potekal med 12. in 18. oktobrom. Namen krvodajalskega tedna je spodbuditi študente k sodelovanju, v njih ustvariti zavedanje o pomembnosti življenja vsakega posameznika, predvsem pa spodbuditi čut za solidarnost in skrb za sočloveka. Slovenija, 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 kulturac. V petek smo bili priča odprtju, zaradi tega, ker Slovenci ne otvarjamo, ampak odpiramo, ko smo zaprti, 15. mednarodnega festivala Mesto žensk, ki letos razgalja vse tisto, o čemur smo nekoč rekli neuvrščeni, pa tretji svet in danes sliši na ime Svetovni jug, kot zbirno mesto za globalno in lokalno margino od Južne Amerike, Azije, Afrike do našega Balkana. Prvi dan festivala smo si med drugim lahko ogledali tudi performans Lane Čmajčanin, Lejle Čmajčanin, Adele Jušić in Alme Suljević, ki so po ideji Daniele Duganžić-Živanović pripravile pogostitev bosanskih jedi iz sestavin, kot jih je bilo mogoče dobiti med vojno v Bosni. Začenja pa se tudi 8. edicija mednarodnega festivala improvizacije Goli oder 2009, ki bo potekal od 17. do 21. oktobra 2009 na različnih lokacijah v Ljubljani. Sicer mednarodni festival je letos konstruiran kot retrospektiva skupine Narobov, ki letos praznuje svojo 5. obletnico, vse pa se bo začelo s predstavo Šov dveh udov, ki sta nam jo predstavili Alenka in Maja. Zadnje čase nas vedno bolj zanaša v klovnostjo in v kabaret. In taka je tudi naša nova predstava, Šov dveh udov, ki bo tudi otvorila festival 17. oktobra. Dve vdovi, Ljuba in Duša, sta se pač nekako ob novem začetku, ker smrt je tudi hkrati rojstvo, sta se odločili, da boste postavili na oder kabaret. Sladko grem kabaret. Ja, zelo smešen, zelo ful čarovni. Med drugim bo notar levitacija, tudi razžagali bomo Ljubo na pol. Ljuba, to je Alenka sicer, pač tako, jaz sem pa Duša. Razžagali bomo na pol in ona bo lebdela v zraku in take stvari. Meč bomo požirali. Pol bomo tudi vaginalno kajenje lahko obljubimo. Tudi to lahko obljubimo, glavnem več pa ne bova povedala. Ne, zdaj pa že res dosti potegnemo črto. Še vreme.
Kot da to, da je ponedeljek ne zadostuje, smo imeli še točo. Iz ljubljanskega studia 136. Preživite ponedeljek do konca, kakor se da v redu. Nasvidenje, plačujte davke, ne pozabite. Tudi vi iz Pomurja, da vas ne vidim slučajno. Mislim, zdaj bomo imeli oni šerifa in kar naenkrat bo, guvernerja in kar naenkrat oni ne bojo plačevali davke. Dio.